Dober dan oziroma dober večer vsem skupaj. Jaz sem zelo vesela, da lahko danes predstavimo naš nov dosežek v občini Komenda, in sicer katalog po poteh kulturne dediščine, ki je pravzaprav knjiga, in sicer nimamo ga še nažalost v končni obliki tukaj, vendar je v tisku od srede dalje. Pričakujemo, da bo izšel nekje proti koncu novembra. Dovolite, da najprej predstavim člane odbora za kulturno dediščino občine Komenda, ki ga je župan ustanovil 18. junija leta 2001. Tukaj z menoj sedi gospa Viktorija Drolec, ki je bila takrat predsednica turističnega društva in predstavnica Komende v tem odboru. Poleg sedi gospod Jože Pavlič, ki je bil namestnik predsednice odbora in predstavnik Most in zapisovalec, med drugim tudi kulturne dediščine. Na moji levi je gospod Ivan Hlade iz Križa, ki je tudi predstavljal Križ v tem odboru. Potem Mojca Tercel Otorepec je bila članica s strani Zavoda za kulturno dediščino Slovenije v Kranju, območna enota Kranj. Potem Dušan Vinkovič, ki ga danes tudi ni tukaj, je bil predstavnik Most in sicer krajinski arhitekt, ki je tudi dosti doprinesel k temu katalogu. Potem je Anton Jagodic, predstavljal je Komendo in sodelavec v Crpov programu v letih začetka 90. let prejšnjega stoletja. Potem Miran Bremšak je bil predstavnik Komende in strokovnjak, ljubiteljski arheolog, ki je danes odsoten, se opravičil, in sicer ima predstavitev druge knjige Človek v Alpah. In odbor sem vodila jaz. Potem sodeloval pa je zunanji sodelavec Brane Karničnik, ki je bil snemalec na terenu in je posnel vse te objekte, ki so opisani v samem katalogu, pa še več, in sicer ti objekti so že urejeni na 14 elektronskih zapisih, CD-jih s tekstom po vaseh, in pa izdelana je tudi pregledna CD-ka za celotno občino Komenda, v kateri so zapisani vsi najpomembnejši kulturni spomeniki oziroma elementi kulturne dediščine na tem območju v celotni občini, pač najpomembnejši izmed vseh teh vasi. Pri samem urejanju in nastajanju tega kataloga so sodelovali vsi člani odbora. Besedila pa so prispevali Miran Bremšak, Jože Pavlič in pa Marta Ciraj. Mojca Tercel Otorepec je sodelovala s strani Zavoda za kulturno dediščino kot članica in sourednica te knjige. Nuša Fujan je opravila lektoriranje, profesorica slovenščine in pa ruščine, in sodelovali so še tudi nekateri drugi, ki so navedeni v katalogu. Knjiga je sestavljena tako, da je seveda najprej uvodni del, kjer je nagovor župana, ki ima zasluge za ustanovitev samega odbora in vse skozi za podporo dela temu odboru. Potem je uvodni pozdrav oziroma uvodna beseda konservatorke Mojce Tercel Otorepec in pa uvodna beseda predsednice odbora. Potem sledi pregled okrajšav in pa izrazov. V katalogu so namreč uporabljeni nekateri izrazi, ki so manj znani, predvsem mlajšim ljudem, in te smo pač obrazložili in tako, da ostanejo, da bodo ostali v rabi, da smo jih lahko uporabljali v samem tekstu in da bodo razumljivi bralcem. Na koncu vsakega poglavja je pregledna karta z vrisanimi objekti kulturne dediščine za posamezno vas, tako da se lahko znajdejo tisti morebitni naključni obiskovalci, pa tudi domačini, ki bodo želeli iskati te objekte kulturne dediščine, se bodo lahko po tej karti orientirali, kje se posamezni elementi nahajajo. Te karte je izdelal Miran Bremšak. Potem na koncu so podatki o virih in literaturi,
Podatki o informatorjih. V vsaki vasi smo imeli informatorje, ki so nam dali osnovne informacije o vseh njihovih objektih, za katere skrbijo oziroma so v njihovi lasti. Potem sledi kazalo in pa podatki o sodelavcih. Knjiga je urejena tako, da so vasi po abecednem vrstnem redu, začne se z bregom in konča z žejami. Znotraj posamezne vasi pa so urejeni posamezni sklopi, so objekti kulturne dediščine urejeni po posameznih sklopih. Tako imamo na primer znamenja skupaj, domačije skupaj, potem druge objekte, kot so kozolci in tako naprej, so zopet skupaj. Kar se tiče točnosti podatkov, ki so tukaj navedeni, se referiramo na že omenjene vire, predvsem Franceta Steleta po eni strani, po drugi strani pa v veliki meri na to, kaj smo izvedeli od samih občanov, lastnikov oziroma oskrbovalcev posameznih elementov kulturne dediščine. Vse, kar smo napisali, smo tudi preverili potem pri ljudeh in z njimi uskladili, tako da se v arhivskem izvodu nahajajo tudi njihovi podpisi, s katerimi potrjujejo, da so ti podatki, ki so noter v samem katalogu, točni. Število fotografij je zelo veliko. Bilo je izdelanih več kot 1000 fotografij, ki so urejeni v 14 fasciklih, kar je v arhivu občine Komenda. Sicer pa v sami knjigi pa je 547 barvnih fotografij in 35 skic, ki jih je izdelal Dušan Vinkovič, skupno jih je izdelal 160, 35 teh je uporabljenih potem v katalogu, potem 14 kart, ki pač prikazujejo umestitve kulturne dediščine po vaseh. Katalog je namenjen vsem občanom, ki imajo objekte kulturne dediščine in tistim, ki jih nimajo, skratka vsem, ki živimo tukaj na tem območju, da bi se zavedali tega, kar imamo na tem območju. Člani odbora smo predlagali, da bi knjigo dobila vsa gospodinjstva brezplačno, kar je bilo sprejeto strani župana in občinske uprave, tako da smo zelo veseli, da bo knjiga našla pot do praktično vseh občanov. Rada bi povedala tudi to, da je to delo nastajalo od leta 2001 do avgusta letos, oziroma praktično še v septembrskih dneh smo usklajevali zadnje besedilo in da se je vmes že marsikaj spremenilo. Tukaj je trenutni zapis časa, v tem času, ki smo ga preživeli v teh letih, je še to bilo, marsikaj od tega že ni več oziroma je že spremenjeno. V sami knjigi so tudi ljudje, kjer smo želeli, da so ob fotografijah tudi ljudje, ki skrbijo za te objekte, in kajti kulturna dediščina je živa, če zanjo skrbijo ljudje. In tudi od teh ljudi, ki so tukaj v knjigi, nekaterih že ni več. Skratka, tukaj v konkretnem primeru vidimo, kako se pač svet spreminja, in smo le ujeli v tem našem delu trenutek časa, ki bo ostal, upam, našim zanamcem v spomin, pa tudi v ozaveščanje, da smo povezani s preteklostjo in da včasih le velja kaj od tega tudi ohraniti. Toliko bi imela jaz, zdaj bi pa prosila še člane odbora, če želijo še kaj dodati. Ja, iskrena hvala, bi rekel, glavni urednici te knjige, gospe dr. Marti Ciraj. Torej, kot častnikar sem se že pred nastankom te knjige oziroma pripravi na njo srečeval s kulturno dediščino. Zapisoval sem jo, kolikor se je kaj obnavljajo, predvsem cerkve in pa znamenja, kapelice in križi za družino, pa deloma tudi za kamniški občan. To sem delal toliko časa za te dve publikacije oziroma za list, dokler ni začel izhajati občinski list. Tako smo pa dobili lepo priložnost vsi skupaj, da smo del tega pomembnega izročila, hkrati pa obnavljanja in vzdrževanja objektov začeli objavljati tudi v tej publikaciji. Ko sem se srečeval s starejšimi ljudmi, so mi vedeli veliko povedati. Ob naših srečanjih, članih odbora na kraju samem,
smo pa videli, koliko so ljudje že pozabili. Torej, starejši ljudje so še nekaj ohranjali v spominu, mladi pa skoraj niso videli več, kaj povedati. Torej, nekoliko je znamenje staro, nekdo ga je postavil, ali pa križ, potem niti najosnovnejših podatkov niso videli. Torej, res je napočil skrajni čas, da smo začeli s tem delom, tako da bomo vsaj nekaj ohranili za naše prihodne rodove. Dostikrat ob obnovah raznih znamenj, križev in kapelic so me ljudje spraševali, Jože, pojdi iskat v gospodu župniku, pojdi ta skupaj pogledati v tukaj župnijsko knjigo, v kroniko. Sem rekel, za manj to pričakujete, tam je komaj nekaj pomembnejših znamen, v glavnem so podatki o cerkvah in bomo poprašali starejši ljudi, pa bomo že kaj izvedeli. Dostikrat mi je prišlo prav ravno tisto, kar sem prej napisal. No, ampak sedaj pa imamo le en tak vir, nekaj dobrega, nekaj izbranega od tega. Pri nekaterih znamenih kapelicah smo bolj uspeli, drugje pa manj, ampak to je dober štart tudi za strokovnjake, da bodo na podlagi tega poiskali podatke. Prav tudi pred dnevi sem govoril s direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik, pravi, to je zelo dragoceno delo za nas, da je zapisano. Tudi sam sem že prej, ko sem se pogovarjal s strokovnjaki, predvsem iz Kranja, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, za ohranjanje te dediščine in pa naravne dediščine, da je pomemben za njih vsak podatek o postavitelju znamenja, o obnoviteljih, o slikarjih, skratka vse, kar je zapisano. Tako da smo res, da v težkih razmerah, a ne Marta, tudi dostikrat začeli smo, koliko je bilo, tudi -18, ne, ko smo bili na terenu, premraženih rok, nog in tako naprej, ogreli smo se s kakšno kavico, s čajem, potem smo pa šli od hiše do hiše, od znamenja do znamenja in zapisovali. Potem je seveda veliko delo je bilo potem na Marti sami, ko je morala vse to skupaj spraviti, vse, kar smo mi zbrali, pa potem ponovno preverjanje in upajmo res, da bo čim bolj točno to, kar smo zapisali, da so se ljudje dobro spomnili, da smo poiskali prave vire, kar, če pa mora biti kaj narobe ali kaj pomanjkljivega, bo pa tudi priložnost, ne, da bodo ljudje povedali in da bomo tudi to dopolnili oziroma na kakršenkoli način bomo to že poiskali oziroma našli pot. Bi se pa tudi res prav lepo zahvalil tukaj gospodu županu Tomažu Drolcu in pa odboru in vsem članom, drugim članom odbora in pa vsem na občini, da podpirajo obnovo teh objektov, predvsem pa tudi, da so podprli tudi to publikacijo, ki bo kljub temu precej stala in da imajo čut za ohranjanje tega izjemnega bisera. Torej v Komendi ni samo pomembna župnijska cerkev s prekrasnim baročnim oltarjem, potem imamo tukaj res lepo obnovljene cerkve v Mostah, Suhadolah, tudi na Križu smo dobili lepo obnovljeno cerkev, več znamen. Torej, če ne bi bilo tega posluha strani občine in pa hkrati tudi sodelovanja strani župnije oziroma gospoda župnika in pa župljanov, potem gotovo ne bi uspeli v tolikšni meri. Mislim, da bo ravno ta katalog, ta knjiga tudi dobra pot za naprej, da bomo potem sodelovali tudi pri ohranjanju in vzdrževanju te dediščine in pa tudi pri reševanju kakšnih zapletenih težav, recimo, če gre za kakšno pomembno hišo, kaj narediti, potem pa tudi za varovanje naravnega okolja oziroma vsega tistega, v katerem je to ohranjeno in kar smo mi zapisali. Tako da res zelo sem vesel in hvaležen gospe Marti, vsem članom odbora in vsem, ki so nam pomagali pri tem, ker danes mogoče še ne vemo, kako pomembno stvar smo opravili, ampak prihodnji rodovi, Komenčani, župljani in občani nam bodo nekoč globoko hvaležni za to. To sem trdno prepričan. Ja, hvala lepa. A bi še kdo od članov? Ja, jaz bi samo kratko dodala zraven, ker prav veliko nisem prisostvovala, sam toliko, kot sem takrat, ko smo obiskovali te objekte na Klancu, sem bila zraven toliko, da vem, da je res ogromno delo upravljeno, res ogromno, da to niso ure, to so dnevi in meseci. In sem res hvaležna, da ste se spomnili tega, mi smo v bistvu bili res samo zraven, tako podpirali to zadevo, tako moralno kot sicer.
In ne samo to, da je za naslednje rodove, že za nas je to zelo pomembno, ne? Ker če ti pokažeš en odnos do starega, s tem tudi gojiš, ne vem, tudi vplivaš na druge ljudi, da imajo drugačen odnos do tega, bolj spoštljiv. In mislim, da se je kar mišljenje v naši občini kar spremenilo, že skozi to delo. Jaz imam tak občutek, da na stare stvari res lepo in spoštljivo gledamo in jih probamo tudi pravzaprav ugrajevati pa še naprej. Tako da jaz sem zelo hvaležna, da ste se podstopili tega, jaz sem bila res zelo malo zraven sam. Smo mi lahko hvaležni sebi in vsem drugim. In hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi vam. Mogoče bi ravno, ko je gospod Žalar tukaj, bi še to omenil, torej dragocenost res občinskega lista in pa tudi Aplence kot dodatka, da smo imeli možnost to objavljati in tudi v prihodnje vabim oziroma apeliram na to, da bi imeli še odprto pot, da bi tudi na ta način, kot je gospa Viktorija rekla, torej, da bi ljudi budili to zavest, ozaveščali in prebujali, da je to res dragoceno ohraniti nek križ, neko znamenje, nekaj, kar je na podstrešju, točno to. To, kar gospod Janez Klončar nekaj počne in vzdržuje, a ne te stvari. To sem zelo vesel, da ste poudarila. Gospod Ivan Hledeše. Ja, kot član te komisije lahko rečem, da smo lahko hvaležni predsednici Marti, da je imela toliko volje, toliko potrpljenja, da smo vse to spravili skupaj. Ker to je ogromno dela, ki se danes ne vidi. Ker že prej mi na samih sestankih smo imeli, smo te prva vsak na svojemu kraju povedal, kjer objektov vas sploh pridejo upoštev za popis. Začeli smo na križ. Niti nismo vedeli, kako in kaj in kako bo šlo. Smo mi sedmo par ur to naredili, v stvari smo mogli 2 sobote po cel dan biti. Ker to se je neverjetno odprlo, ker smo mi prišli, naprimer vse mi, ki smo bili odbora, smo že predhodno šli do vseh lastnikov hiš, ali pa rekel tistih objektov, ki so zanimiv, kdo res tam rekel upravljal, da smo ga obvestili, kdaj pridemo, da je bil zraven ali pa da nam je dovolil, da mi te stvari lahko pogledamo, lahko poslikamo, lahko posnamemo. Odziv ljudi, kar rečem, da je bil enkraten. Res so nas sprejeli, ti smo mraza zimskemu, res enkratno. In smo doživeli, naprimer, take stvari, da sploh se mi nismo pričakovali. Naprimer, na križ pri Gostač, naprimer, smo videli, da je bil ta zidarski mojster Pogačar Jože enkratne načrte, enkratne risbe, katere so še ohranjene. In to je ogromna stvar. Naprimer, mi niti ne vemo, da je ta človek naprimer naredil tle po Komenskemu koncu vse te lepe hiše, od Vodetove, tle gor preko Štala, šolo na Santurž gor, vse preko, kar je bilo teh hiš mejhan izoblikovanih ven, to je bilo delo tega Pogačar Jožeta. In te načrte še pa ne obstajajo. Vse te stvari smo lepo opisali, naprimer tudi včasih smo se me nasmejali, naprimer tam pri Boltačevih je bilo 6 žensk ali pa 6 deklet in je naprimer oče dal narediti hišo, ki je tudi ta Pogačar naredil, pa tudi načrt, in so bili dekleta tam za, vsaka pa se je poročiva in mogla ta prvo napisati, da te hiše ne morejo nič več nobene stvari dobiti, kjer ostane punca, tista hiša, na zadnje sta 2 ostali so se poročili. Ne. In naprimer, to je prav dokument ostajal. Tudi, naprimer, kot križ, če gledamo, Grešina gor, to je bila ogromna stvar, kar smo podatkov imeli, smo jih, kar je bil napisan, tiste smo uporabili. Ostalo pri hišah, kar smo, naprimer, slišali, gotove stvari, tudi nismo zmeraj mogli reči, da so merodajne, ker nekje se je pa najdel še en dokument, ki je drugače pisal in tako naprej, in pa smo šli kar toliko, da smo prišli do tega, da je rekel, kar toliko točno rekel, za tisto hišo ali pa tisto objekt, ki je, koliko je starost, koliko je tega rekel, časa, ker je bilo to narejeno. Res je to za, naprimer, jaz sem se kola pogovarjal tudi v drugih občinah, to še ne vedo, ja, kako ste to pisovali, kako imate to, kakšna kulturna dediščina, ne. In meni se zdi, da smo tle, to je že tudi gospa spomniškega varstva, to Repšova rekla, smo prvi na Gorenskem, ker smo šli v to. In lahko smo ponosni, da je
tudi občina Komenda prva, ki ima te stvari, lepo zdaj imamo kataloge in bo res vsakmo v ponos gotovo videl in velike stvari spoznal, kaj v naši občini bilo in kaj naprimer predstavljajo gotove stvari, gotovi objekti za našo zgodovino. Ja, jaz bi se še enkrat zahvalil za res uspešno sodelovanje, kjer res smo bili, meni se zdi, da nobena seja ni odpadla, ker smo imeli, da smo zmeraj prišli toliko, da je to klapal, koliko je treba. Gospa Mojca Tercel-Otorepec je tukaj z nami, kjer je v petek na predstavitvi kataloga Po poteh kulturne dediščine ne bo, je pa bila dejavna članica odbora za pripravo tega kataloga. Gospa Mojca Tercel-Otorepec, a lahko najprej poveste, kakšna je bila vaša vloga v tem odboru in odkud prihajate? Ja, jaz prihajam z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj, ki pokriva tudi komensko območje, poleg še ostalih 19 občin, na Gorenjskem pa delno tudi na vzhodnem koncu, mogoče bolje povedano ljubljanskega regijskega območja. In sicer smo v nekje leta 2000 na zavod prejeli vlogo strani občine Komenda, ki je želela na tem območju ustanoviti nek poseben odbor za kulturno dediščino, ki bi se nekje ukvarjal z popisi, z spoznavanjem kulturne dediščine in spomenikov na tem območju. To pobudo sem pozdravila kot odgovorna konzervatorka za stavbno dediščino, sicer po poklicu etnologinja in sociologinja kulture, ki sem se tudi v tistem času že zelo veliko ukvarjala z popisovanjem tako komenske dediščine kot moravške, kot lukovške in drugih občin, ki jih pač kot za stavbno dediščino pravzaprav pokrivam oziroma se s tem ukvarjam. Tako smo s to pobudo pravzaprav nekje dali zeleno luč za ustanovitev tega odbora, v katerega so me potlej člani odbora s predsednico dr. Marto Ciraj na čelu nekako povabili, da postanem tudi njihova članica oziroma na nek način strokovna svetovalka. Tako so v letih nekje člani odbora, ki jih je seveda več, pokrivali nekje 14 naselij, kolikor jih pač občina Komenda pokriva. In so v letih med 2001 in 2002 pravzaprav raziskali vseh 14 naselij z pravzaprav vso stavbno dediščino, vso arheološko dediščino, z vso sakralno dediščino, z spomeniki kulturnimi, potem recimo zgodovinskimi spomeniki, z vsem, kar je zbrano pravzaprav v tej knjigi z naslovom Po poteh kulturne dediščine v občini Komenda, ki je trenutno v tisku. Kako pa ocenjujete to knjigo iz vašega strokovnega vidika? Vi ste bili tudi sourednica te knjige in kaj menite, kaj bo ta knjiga prinesla Komenčanom oziroma občanom občine Komenda? Ja, jaz menim, da je to zelo dobro, da je ta katalog nastal. Menim, da je to zelo pozitivna, rekla zamisel na občinski ravni, tudi na ravni tega odbora, glede na to, ker se ljudje zelo težko se je z ljudmi pravzaprav se je ukvarjati, težko je ljudem dopovedati, da je nekaj, kar je nastalo v zgodovinskem obdobju, v nekem daljšem razvojnem smislu, pomembno za Komendo oziroma pomembno za celotno regijo, pa ne nazadnje tudi za celotno Slovenijo. Tako da menim, da je ta katalog ena dobrodošla knjižica nekje k spoznavanju te dediščine, tako kulturne, kot tudi kulturnih spomenikov, da bi mogoče ljudje se bolj zavedli tega, kaj je pomembno na njihovem območju. In da bi nekje tudi skupaj z odborom, pa mogoče tudi zavodom in tudi sami med sabo nekje pričeli s sodelovanjem za mogoče tudi obnavljanje, prenavljanje ali pa primerno prenovo teh starih hiš. Da je zelo dobro, da je pač ta katalog pravzaprav išel prav sedaj, ko menim, da se odpira ta možnost tudi tega lokalnega sodelovanja in tudi
lokalnih iniciativ, ki so bila dana pravzaprav že zakonodajo Zakona o varstvu kulturne dediščine leta 1999. Glede na to, da pokrivate precej široko območje, kjer je, kot ste omenili sami, ne vem koliko občin, me zanima, ali bo tudi ta izkušnja, ki ste jo imeli z nami tukaj v sodelovanju z odborom na območju Komende, kaj pripomogla k širjenju ideje o varovanju kulturne dediščine na tem vašem območju? A ste tudi vi kaj iz tega naslova zase koristnega potegnili? Ja, jaz menim, da kar se tega tiče, jaz sem po stroki že pač usmerjena v tak način dela, ker sem pač etnologinja, a ne, in jaz se ukvarjam pravzaprav ne zgolj stavbno dediščino, ampak z načinom življenja ljudi v tej stavbni dediščini, ne. In menim, da je to ena zelo, bi rekla, pozitivna izkušnja, tudi zato, ker menim, da je občina Komenda edina pravzaprav, ki se je sama odločila, da bo pač sama raziskovala, kar je pa redkost v današnjem prostoru, oziroma vsaj kolikor sem preverila po ostalih regijskih območjih Slovenije, mislim, da kar edina. In da bo to zelo dobro tudi za ostale nekje konzervatorje, da bi mogoče lahko skozi ta katalog pridobili še nekatera znanja, ki morda, ko hodiš po terenu, ti pač niso znana in jih tudi težko v bistvu pridobiš na nek način. Odbor je pa šel zelo v detajle, da so raziskali notranjost hiš, da se je raziskala tudi delna zgodovina in te stvari. To je pa zadeva, ki jo, bom rekla, potrebuje ne samo lastnik hiše, pa ne samo občina, da recimo pristopi k nekemu financiranju prenove, ampak tudi konzervator odgovorni, bodi si arheolog, bodi si etnolog, bodi si umetnostni zgodovinar, bodi si zgodovinar, da nekako lažje pripravi tudi konzervatorski program k prenovi. In menim, da je to plus tega kataloga. Vi ste vse skozi podpirali, da naj bi ta katalog prišel v fizični obliki v vsako hišo. Občina se je odločila, da bo to storila, a mogoče imate še kakšno misel, ki bi jo podali tej knjigi na pot za občane, ki bodo jo vzeli v roke? Ja, to bom rekla tako. Jaz bi Komenčanom želela, da bi si to knjigo nekako pridobili, da jo preberejo in da malce razmislijo o temu, kaj bi oni lahko pripomogli k temu kot lastniki, da se čim več te dediščine na nek način ohrani in da se jo čim manj podira ali pa nadomešča z neustreznimi, bom rekla, sodobnimi hišami, ki pa pač ne predstavljajo komenskega območja in te dediščine, ki je tukaj nastala v zgodovini. Predno bi povabila občinstvo, da mogoče še kaj dodate ali pa vprašate, bi se tudi jaz rada zahvalila odboru za kulturno dediščino, ki je resnično deloval zelo dobro. Mislim, da je bilo ravno to, da so bili posamezni člani odbora po vaseh, tisti domačini po vaseh zadolženi za to, da animirajo, tako kot je gospod Ivan povedal, ljudi, da gredo do ljudi in jih predhodno že pripravijo na to, da so začeli razmišljati o svoji kulturni dediščini in da so nam potem dali podatke, da je bilo to ključno pri pravzaprav, da smo dobili lahko toliko podatkov, kot smo jih dobili in da smo bili povsod izjemno dobro sprejeti. In ravno to misionarjenje, bi lahko temu rekla, tudi poti od hiše do hiše so sigurno začele zavest oziroma so pravzaprav ljudi naredile tudi radovedne, ker jih je zanimalo, kaj se dogaja. Obenem pa so bili veseli, da lahko končno nekomu povedo, ker nekateri pa so vseeno že razmišljali o tem, kaj bi naredili s temi svojimi objekti, ki jih imajo. In bilo je zelo prijetno delo s temi člani odbora. Moram reči, da je bilo res eno tako, da smo aktivirali svojo desno polovico možgan, kar v zadnjem času zaradi vseh teh hitenj in pa stresnih situacij bolj poredko naredimo. Jaz moram reči, da je bilo to res eno obdobje, kjer smo polnili svoje duše, tudi lahko rečem, s tem, ko smo srečevali povsod prijazne ljudi. Odprta vrata so nam bila povsod. Praktično v 2 primerih se jaz spomnim, da smo doživeli nekakšen protest, bi lahko rekli, drugod pa povsod res odprte ljudi, ki so bili pripravljeni dajati informacije in potem tudi, ko smo preverjali
informacije, so sodelovali z nami vsa ta leta in so bili veseli, da smo jih ponovno vprašali, da smo jih ponovno obiskali in skratka nihče ni rekel, ja, a bo tega že enkrat konec, ampak so bili veseli, da smo se ponovno oglasili. Tako da res hvala lepa vsem članom odbora, kakor tudi vsem občanom, ki so nam dali podatke. Zdaj bi pa kar povabila, če bo mogoče še kdo iz občinstva kaj dodal. Gospod župan. Ja, gledajte, z veseljem se odzovem temu povabilu k besedi, že zaradi tega, da se tudi jaz vam zahvalim, seveda predvsem gospa Marta, vam kot ideja in seveda vodenje vsega tega se zdi, da je tista rdeča nit pri tej knjigi. Hudo mi edino to, da niste mogla zdaj, tako kot je bila vaša želja, že te dni ta katalog dobiti, ampak pač volitve so volitve in so vse tiskarne močno zasedle in da tega ni bilo moč natisniti do zdaj. No pa nič zamujenega se mi zdi. Naj poudarim to, da meni to zelo, zelo veliko pove. Vi ste seveda ena tistih, ki se mi zdi redkih, ki se lahko pohvali o 3 delih, bi mi rekel, ali pa o 3 knjigah, ki jih bomo čez mesec dni lahko nekateri imeli na mizi. To je tista čista prva knjiga o komendi, ki je bila sestavljena, se mi zdi, z veliko slik, lepih fotografij in mogoče malo manj besedila. Tam ste vi sodelovala in seveda se vam tudi zdaj lahko zahvalim, ena redkih ste takrat bila, takrat vas ni bilo prav veliko, ste tisto knjigo delali. No, druga knjiga od kamene dobe pa do danes, ki se mi zdi, da smo jo vsi zelo, zelo nastrpno čakali. S tisto knjigo se mi zdi, ker lovili smo dobesedno brez sape, smo se bali, da nam ne bi ušlo preveč stvari, kot nam lahko uide, kot nam je že tudi ušlo, recimo, če bi šli 20 let prej to delati, bi še marsikšno stvar, ki jo je škoda zob časa načel, pa so jo podarili, oziroma res zavestno podarili, brez da bi se zavedali, da so zraven naredili en velik greh, nepopravljiv. Seveda pa, kot pravimo, nikoli ni prepozno, hvala Bogu bomo rekli, da se je to vsaj zdaj dogodilo. In tako imamo zdaj 3 knjige, ki o komendi s 3 naslovi in pri vseh ste bila vi kot eden večjih močnih členov in seveda ste na to lahko zelo ponosna. Ponosni smo tudi vsi Komenčani, ki bomo dobili res to se mi zdi krasno zbirko vsega tistega, kar je vredno pogledati v naši občini, no in seveda, da bi to nekje stalo ali pa da bi to bilo dosegljivo samo parom ljudem, bi bila velika škoda, no in zato smo se brez nadaljnjega odločili, da to vsaka hiša more eno tako knjigo dobiti in jo bo tudi zdaj, kot ste že prej omenila, v kakšnem najkasneje v mesecu dni tudi dobila domov na dom, in gotovo ne bodo te knjige prah nabirale na kakšnih policah, ampak jo bo vsak rad vzel v roke, saj tisto, kar piše v domači vasi, ali pa sploh mogoče še v sosedu, ali pa v njegovih prednikih vsak rad vzame v roke in si kaj prebere. Nič, naj rečem še enkrat, hvala, pa ne vem, kje bo spet tisti izziv, ki bo vas, gospa Marta, z vso to vašo energijo, ki ne vem, kje jo zbirate v daru na plano in s čem nas boste ponovno presenetila. Vsekakor so pa vse te stvari lepa presenečenja in darilo komendi. Hvala lepa, Marta. Hvala lepa, gospod župan. Gospod podžupan Mirko Kepic. Ja, malo gremo po Saržah. No, res cenjeni vsi, ki ste sodelovali, posebno pa moja 8-letna kolegica, svetnica Marta, pa mislim, da bi skoraj si uporec celo prijateljica. Veliko delo je upravljeno. Hvala so bile vse že izrečene, po mojem mnenju, ker če se javim za županom, verjetno ne bom znal s tako izbranimi besedami povedati. Zahvaljujem se v svojem imenu in mislim, da bomo res lahko ponosni. Ne samo, da bo vsaka hiša dobila, mislim, da bo to tudi ena knjiga, do zdaj smo pač dajali od kamene dobe do danes. Mislim pa, da bo to zdaj en biser, ki ga bo župan. Sem prepričan, da isti še lahko v naslednjem mandatu
vsem našim dragim gostom, ki bojo prihajali, ker mislim, da je to res nekaj, s čema se moramo lahko pohvalili. Zdaj bi se pa jaz pravzaprav večkrat nazaj vrnil, enkrat bi prišla tukaj do Most in bi tako rekel, da vsa ta kulturna dediščina, če ne bomo skrbeli občani za njo, če ne bomo v to vlagali, je pač namenjena in bo doživela svoj konec, ki pa ne bo slavljena, ne? In propad. In jaz menim, da je potrebno med nami občani resnično vzgojiti duh, da ni to neka občina, tista glavna, ki mora skrbeti, ampak da mora biti iniciativa strani občanov, da mora biti tudi nek dar, ali v delu, ali v sodelovanju, ali v čemerkoli, ker to potem čutimo za svoje. Jaz to lahko govorim raven, Alenka je pa šla, na izkušnji ob tej kapelici. Ko smo jo začeli obnavljati in mislim, da smo res dali tudi en primer, smo sodelovali z zavodom, ampak vsa dela pa upravili z svojimi ljudmi ali pa z dragimi kolegi, ki so sodelovali in menim, da je to pravi način. Res, da je tudi občina v tistem prvem sklicu namenila začetno injekcijo, se jo še dobro spomnim, da je velika 300 000, ampak na koncu, ko smo z deli zaključili, nam je ostalo več kot 200 000, ki smo jih potem med dobrodelne ali pa humanitarne organizacije razdelili, ker vsi občani vasi Most so izdatno sodelovali. Seveda, neka skupina, katero je pa treba organizirati, je pa sodelovala bistveno več. Mislim, da je samo to pravi način. In mislim, da ga mora tudi občinski svet, ki bo naprej, mora biti iniciator, mora skrbeti za to, da se bo to dogajalo, ampak resnično predlagam, da na teh osnovah vključiti tudi domače ljudi, ki znajo marsikaj še postoriti in verjetno so prav ponosni, ko bojo še že zdaj oni, pa ko bodo tudi zanamci gledali recimo od Škarjančev Garbina, ki je celotno stvar obnovil, od mogoče nekega krovca, ki je to naredil. In seveda tudi ostali smo zelo zadovoljni, da smo pri tem sodelovali in da smo lahko napisali, daš tisto, jaz tam še ta plošča noter, da smo meni sledi napisali v letu Gospodovem s hvaležnostjo občani, a ne krajani Most. Glejte, to je ta Marija, v katero je treba bilo vložiti. Evo, in vidite, to, kaj smo res lahko napisali, Mariji Kravici, vidite to, ne? V svetem letu 2000. Ja, tistoča, ne? Krajani. In prednikom zahvalo se mi zdi, da piše... Ja, zahvalo. In mislim, da je to pravi način in še enkrat pa vam hvala, da ste zajeli to stvar, seveda tudi kaj bo izginili, naši kozovci se pač poslavljajo in se bodo definitivno poslovili, bodo samo še ostali, če jim bomo naklonili nek prostor v občini in potem tudi vzdrževali, drugače pa seveda bodo šli, ker ta objekt pač ne služi zdaj kmetov nič več. Tako da nekatere stvari bomo morali vsi občani preko resnično tega občinskega denarja, tisto pa, kar pripada neki vasi, neki ožji skupnosti, pa predvsem ta ožja skupnost, da se s tem globoko poveže s tem spomenikom in s tem znamenjem. Vam pa še enkrat hvala. Hvala lepa, gospod župan, za tole, podžupan, pardon, za ta dodatek. In sicer tukaj tudi na to je mislil odbor za kulturno dediščino že in dobro veste, gospod župan in podžupan, ne, da je že bil sprejet pravilnik. Jaz bi to predvsem povedala zaradi tega, da bi občani ponovno slišali, da je bil sprejet pravilnik o tem financiranju, sofinanciranju kulturne dediščine pri obnavljanju in da je vsako leto predviden razpis, določeni so kriteriji, kako se pride do teh sredstev in vsekakor iniciativa mora biti na strani občanov oziroma tistih lastnikov kulturne dediščine, kajti občina res ne more prevzemati odgovornosti za vse te kulturne spomenike oziroma
ki niti niso okvalificirani kot kulturni spomeniki v uradnem smislu. Tako da živijo lahko le, če je seveda podpora na strani vaščanov oziroma občanov, ki z njimi upravljajo ali pa so njihovi lastniki. Toliko za dodatek še. Ja, Jožef Ciraj. Jaz bi rekel, da je današnji dan tudi dokaz, kako veličastno zgodovino ima Komenda. Namreč samo 3 obdobja bom rekel, in sicer bi staro rimsko obdobje, ki ga priča na Plečnikovem trgu ob cerkvi spomenik z delfinom, ki ste ga tako lepo potem razmnožili na svetilnike po celi komendski občini, ker je ta delfin pač bil dokaz, da je tukaj bil rimski imperij in nekaj časa tudi meja. Potem bi pa prišel na dobo velikega duha, tukaj v Komendi Petra Pavla Glavarja, ki je napisal tudi en velik katalog in to je Status Animarum, kaj takega tudi nimajo drugi, kar ima Komenda, se pravi popis vseh duš. Res je, da je bila Komenda takrat večja in po številu prebivalstva samo 3,5-krat manjša od Ljubljane. Se pravi, Ljubljana je imela 11.500, Komenda pa skoraj celih 3.000 duš. In današnji dan, ko Komenda ima ta zapis kulturne dediščine, in jaz bi pohvalil, to pomeni, da je ves čas pravzaprav v Komendi ali so taki veliki valovi, da je tudi politična volja. Se pravi, je bila politična volja, da je do tega kataloga prišlo in jaz bi pohvalil to politično voljo. Hvala lepa. Če dovoljte, jaz mogoče sem mislil, da bo Mirko, sem mu brek namignil, nekaj on pove, da si ne bom jaz zraven njemu vzelje skakal, ker se mi zdi, da je bolj prav, da Mirko to pove, kot pa jaz sam. On je vodil veliko akcijo obnove spomenika na trgu v Mostah. Jaz se česar podobnega še nisem lotil, zato tudi ne morem tako soditi v tem. Ampak, gledajte, jaz sem bil zelo začuden, da cerkev s temi znamenji nima nič. Jaz sem skozi in tudi gospoda župnika sem malo pobaral, sem ga vprašal, kdaj imajo namen recimo še obnoviti to znamenje tle pod pokopališčem, pa še kakšnega drugega, da bi se mogoče skupaj dogovorili, in je rekel, ne, s tem znamenjem pa jaz nimam nič. Glejte, znamenji dobesedno in tudi s tem znamenjem, ki je prav zraven cerkve, ker človek misli, da to v cerkvi paše, cerkev s tem nima nič. Kakor tudi z nobenim ostalim v občini. Hočem povedati to, da ne občani, tisti, ki se čutijo sposobne, oziroma tisti, ki jim znamenja nekaj pomenijo, zorganizirajo, pridejo na občino po pomoč in se bomo skupaj dogovorili. Hotel bi pa nekaj povedati, ker to, kar je zdaj miselnost, zdaj imamo pa občino, vse to bo pa že vse občina obnovila in da bo občina ne vem kakšne denarje za ta znamenja dajala. Se zdi, da to ni prav, da jim vse mi naredimo. Se zdi, da je prav, da se v vseh skupaj zbero, da naredijo načrt, da naredijo akcijo, sami povedo, koliko so sposobni sami skupaj denarja zbrati, občina je pa pol tista, ki razliko pokrije in mogoče še malo nadgradi, da se še okolica oziroma še kaj drugega tudi lahko ali pa bolj kvalitetno to upravi. Še enkrat se pravi, na potezi so bolj kot ne krajani, da pomagajo lastniku tistega znamenja in skupaj z občino to obnovi. To hočem povedati, čeprav sem bil dobesedno res presenečen, prvič sem slišal, da cerkev pa s tem pa res nima čist nič. Cerkev pač ima 4 cerkvami v naši občini in skrbi za to, brez znamenja pa ne. In zato je še enkrat občani korajžno sosedi, bom rekel, in z občino. Hvala. Ja, hvala. Ja, seveda, tako je, kot je gospod župan povedal, znamenja so nastajala na zasebno inicijativo in so tudi v lasti občanov.
Postanejo pa potem večinoma vaška znamenja zaradi tega, ker pač se je ponavadi pritegnilo zraven ljudi, občane. Pri znamenju so se ustavljali, recimo, ko so se poslavljali od občana, tam pri znamenju so potem zmolili, izrekli so besede, da naj se mu odpusti vse, kar je bilo za mir in naj pokojni odpusti vsem, ki jim je mogoče kaj prizadel hudega v njegovem življenju. In skratka, to so bile znamenja, kjer so ljudje se zbirali okoli njih, molili so šmarnice, dogajale so se tudi razne družabne stvari okoli teh znamen in to so bile iniciative, ki so prihajali vedno izmed ljudi in ta znamenja dejansko niso v cerkveni lasti in zato je tudi logično, da cerkev nima tukaj zraven pri teh znamenjih besede. Gospod Jože Pavlič. Ja. No, ravno, ko menjamo to, tudi sam sem vesel, da je gospod župan to debato odprl. Lovro Gerkman, torej Križan, Kostačevo znamenje, ko sva se pogovarjala, zapisovala podatke o tem znamenju, torej, ko ga je ravno preomenjen Jožef Pogačar zidal, izjemen stavbenik, izjemen mojster, on pravi, da bo sedaj to vaško znamenje. On je pobudnik kot obnove, kot križan, kot sosed, kot domačin, tako rekoč, ampak ker so ravno vaščani toliko sodelovali z denarjem, pa tudi s prostovoljnim delom, potem pa še mojstri z naše občine prav odsleni bo to vaško znamenje, tako da bodo tudi vsi vaščani skrbeli zanj, da bodo bolj čutili z njim, a ne ravno kot je Marta lepo omenila, tukaj so se poslavljali od pokojnika, od umrlega in torej ta zavest se krepi. Tudi gospa Klara Berlec mi je že vprašala, kako bo z obnovo njihovega znamenja, prihodnjo leto bo okrogla obletnica od postavitve tega znamenja, in tudi, da bi se potem skupaj zbrali, ustanovili odbor in zanimirali krajane, skadovce, da bi potem skupaj to pravo pot najdali. Tudi pot preko odbora, torej preko strokovne institucije, preko ljudi, ki so za to poklicani, da se to ne obnavlja kar tako, ker končno to so le zelo dragocene stvari. Tudi pri družini pred desetletji smo opozarjali na to in kaj smo naredili. Dali smo sliko ene propadajoče kapelce ali pa znamenja. In ljudje so se s časoma sami zbrihtali oziroma sramovali so se, da je znamenje v takem stanju. Tudi sam ne morem razumeti, še zdaj ne morem razumeti, ljudje imajo denar za vse mogoče drage avtomobile, za lepe obleke, za tisto, kar je pa mogoče najdragocenejše, kar je odlikuje njihov rod, familijo, torej preteklost, tisto pa nimajo čuta. Ampak pri družini smo uspeli tudi, vidimo, da tudi prek občinskega lista in pa prek kapljence uspemo v tem pogledu in tisto, kar ste vi rekli, torej mora biti lokalno zanimanje, mora se lastnik znamenja zanimati za to, mora čutiti z njim. Mu ne sme biti vseeno, sej to je pa en prednik zidov, če sploh ve, kdo je postavil tisti križ, a ne. Ampak vidimo tudi primer na Klancu, a ne, ko je večkrat izginil Jezus korpus križanega, so ga nadomestili z novim. Res da ni več tistega baročnega ali pa moče še dragocenejšega korpusa. Ampak kljub temu ljudje čutijo, tukaj je bilo nekaj svetega za nas, nekaj dragocenega, mi smo ponovno to ohranili in skušamo tudi za prihodne rodove. Tako da res, da to moramo vse čutiti. Občina in hvala Bogu, da je ta pripravljen z vaše strani, potem lastniki znamenj, potem odbor za obnovo kulturne dediščine, pa tudi ohranjanje, pa še kdo. Ne? Torej vsi skupaj pa mislim, da bomo lahko veliko naredili. Pa tudi potem krajani sami, a ne kot zdaj primer na križu, ko me Lovro Gertman povedal, so tudi Ivan Hlade bo to potrdil, so zelo radi pristopili k obnovi oziroma pomagali zelo velikodušno, tako da vidimo in čutimo, da se res stvari zelo dobro premikajo naprej. Hvala. Mogoče bi jaz samo še omenil ta znamena na križ, tak je dol na Drnovem, na Pol, pa ta v Avšek, začetek občine. Naprimer, te znamena smo mi obnovili tam leta 94-95, ampak naprimer spomeniško varstvo ni dovolil, da bi naprimer to Albin naredil. Oni so dali povoj obvezno, to se pravi restauratorja iz Ljubljane, ker nas je ogromno koštal. Se pravi, tiste freske so bile takrat že 3.200.000. In tega mi ne mogli narediti. Se ne še enkrat zahvalim obema, gospe Marti in Jožefu Ciraju, ki sta pripomogla, da smo dobili takrat sredstva z ministrstva, da smo ta znamena obnovili. In da rekel takrat, če gospa Zupanova je bila
v Kranju in ni bilo govora, da bi kakšen drug naredil. In tudi, naprimer, če so pa rekel oni tam na teh freskah, takrat pa ne moreš čist nič pomagati, čist nič zraven, takrat pa oni vlečejo sami, kakor vlečejo. Ne, to, naprimer, to je gotovo, to oni znajo oceniti, a ne. Kjera dovolijo, kjera pa ne. Tako. A je še kakšno vprašanje, pripomba? Če ne, se vsem skupaj najlepše zahvaljujem, da ste se udeležili te predstavitve in želim vsem, ki boste prejeli knjigo v roke, da bi ob njej uživali, da bi jo pogosto jemali v roke in da bi ohranili čim več te dediščine in da bi bila iniciativa strani občanov oziroma lastnikov čim večja. Hvala lepa. Lahko vendar nekaj. Glede, 547 fotografij je objavljeno. Čez 1000 je posnetkov, oziroma v resnici še več je posnetkov. Za tiste, ki bodo čez 50 ali pa čez 100 let se zanimali, kje bo to deponirano, kje bo to shranjeno vse, bi bilo treba objaviti, da nekje, da se to ve, kdo bo čuvar, ali bi rekel arhivar ali kustos tega gradiva. Ja, občina Komenda je naslov za to. To gradivo je na občini Komenda. Trenutno je pač zaradi tiska knjige tam v tiskarni, ampak se bo vrnilo nazaj na občino Komenda. V arhiv. V arhiv občine Komenda. No, Marti Ciraj, še enkrat hvala vam.